predloga, kjer smo šli najprej na Ministrstvo za zdravje, je Ministrstvo za zdravje podprlo naš predlog, nekako pa se je ustavilo na Ministrstvu za pravosodje. Nismo doživeli, nismo prejeli podrobne razlage, zakaj je bilo temu tako, ampak zato, kot pravite, to ni naš prvi poskus. Tokrat smo se lotili tega s podpisi, ker so prejšnji naši poskusi bili neuspešni. Ni pa to prvi poskus. Prosim? Kaj pa s poslanci? Ne vem, nismo nekako tudi tam ne našli na kakšne sogovornike. Nekoliko smo si prizadevali tudi s pomočjo naše PR službe. Zelo veliko časa si za to pravzaprav ne moremo vzeti, prav zato, ker se dogaja nasilje vsak dan. Zdaj sem pogledala zadnjo prijavo, ki je bila podana 23.4. recimo. Pacient je na zdravnico skočil z olfa nožem in jo podrl na tla. Imel ga je pa pri sebi, ker je menda v čakalnici si rezal z njim salamo. Sodelavci so jo rešili, poklicana je bila policija. Hočem samo povedati, da nam je čas dragocen. 2 življenji smo med zdravniki izgubili z naklepnim dejanjem, ki ni bilo slučajno, to je bil naklepen umor, poškodba z naklepom umora. V obeh primerih so to lahko tudi ljudje, ki imajo duševne težave, s čimer se absolutno strinjam, vendar se mi zdi ta predpostavka, da svoje poslanstvo moraš plačati z življenjem, vendarle nekako preveč dramatična, ne povsem realna, tudi glede na to, da je zdravstvenih delavcev premalo in da po eni strani zapuščajo poklic, po drugi strani imajo daljše bolniške staleže, po tretji strani pa razmišljamo tudi o mladih ljudeh, ki se morda odločajo šele, da se nam pridružijo zdravstvenim delavcem, kakšen občutek imajo ob teh dogodkih, želimo tudi njih zaščititi, po drugi strani pa motivirati, da bi se pridružili temu zame najlepšemu poklicu na svetu in prav zaradi tega smo glede na prejšnje neuspešne poskuse ubrali to pot, ki se nam kljub vsemu zdi hitrejša. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.